Ja, torej najprej prosim, če se predstaviš pa oddelek, ki ga zastopaš. Sem Melanie Trčalek, sekretarka oddelka za interesne dejavnosti študentov. Ta oddelek v bistvu skrbi za prosti čas študentov, se pravi, da ga kar se da maksimalno dobro izkoristijo in se v prostem času res sprostijo. Kaj pa so mogoče projekti, ki jih pripravljate v naslednjem študijskem letu? Ja, torej pripravljamo predvsem tematske projekte, se pravi tematske zabave. Torej, da ne gre samo za nek navaden koncert, ampak skušamo vsakemu projektu dodati tudi vsebino. To so na primer kostanjev žur, božično novoletno rajanje, martinovanje. Zdaj pa imamo tudi prvi projekt, se pravi 7.10. s Cufan torek, tako da na tem mestu bi tudi vse lepo povabila. Kaj pa mogoče, kateri je recimo največji dogodek, ki ga organizirate? To so zagotovo Lampiončki, ki ga organiziramo maja. Se pravi, tukaj pa res študentom ponudimo različne glasbene zvrsti na 3 različnih odrih. Tukaj so tudi Lampiončkove igre. In pa kar je najbolj pomembno, to je njihov dan in na tem dogodku tudi ni vstopnine. Super, najlepša hvala. Ja, lep pozdrav, jaz sem Peter Papež, sem sekretar oddelka za univerzitetno politiko in izobraževanje na ŠAUM-u. V bistvu, s čem se moj oddelek ukvarja, je razdeljeno na 2 področja. Eno je vsebinsko področje, to je vsa zakonodaja z področja terciarnega izobraževanja, plus imamo tudi potem projektni del, kjer študentom ponujamo neformalno izobraževanje poleg obveznosti na faksu. Kaj pa recimo mogoče malo konkretno, kaj boste ponudili v naslednjem šolskem letu študentom? V naslednjem študijskem letu pripravljamo začetni tečaj startupa, potem izobraževanja za društva, veščine pravnika, javnih nastopanj, potem bomo tudi organizirali tradicionalni projekt tutorstva na 7 fakultetah, članicah univerze v Mariboru, sproti pa tudi organiziramo kakšne projekte, ki so za študente interesantni in pokažejo zanimanje. Kje pa mogoče ostaja kako mesto, kjer te projekte najti na enem mestu, da se lahko njih... Imamo oddelek oziroma študentska organizacija spletno stran www.fakultetashaum.si, kjer imamo tudi forum, kjer lahko pa študenti tudi vprašajo, kaj jih zanima glede aktualnega dogajanja, naprimer glede vpisa, podaljšanja absolventa, kot ste pa vprašali, tudi vse projekti, ki jih organiziramo, so na tem mestu objavljeni. Super, najlepša hvala. Hvala. Sem Nina Černelj, sekretarka na oddelku za socialna in zdravstvena vprašanja. Oddelek nas sestavlja zaenkrat še 10 sodelavcev, z različnimi nalogami, nekateri bolj delajo na projektih, drugi na vsebinskih področjih. Katera področja pa recimo pokriva vaš oddelek? S kakšnimi stvarmi se ukvarjate? Ukvarjamo se s področji zdravstvenega zavarovanja, štipendiranja, študentske prehrane, bivanja, študentskim delom, to so take aktualne tematike. Obenem pa tudi delamo veliko in pripravljamo veliko projektov, kot so razne krvodajalske akcije, zbiranje življenjskih potrebščin za brezdomce, psihološka svetovalnica, mogoče najbolj znana študentska delovna brigada in še kar veliko drugih, tako da skoraj 20 projektov. Mogoče zdaj že kar v začetku študijskega leta se kaj pripravlja? Ja, takoj prvi teden, praktično prve dni, pripravljamo študentski krvodajalski teden, tako da zraven tega, da si študenti grejo žurat na prvi torek, še lahko že v ponedeljek pridejo častiti pol litra krvi in pomagati. Sem sekretar na oddelku za mednarodno sodelovanje. Mi se ukvarjamo predvsem z tujimi študenti, se pravi Erasmus študenti, ki pridejo iz drugih držav sem in pa promoviramo v bistvu program oziroma Erasmus program za naše študente, da bi se v čim večji meri odločili za samo izmenjavo in šli študirati v tujino. No, ok, kaj pa recimo so kakšni projekti, ki jih pripravljate za naslednjo študijsko leto? Ja, seveda, tako kot sem že prej povedal, zdaj se bolj ukvarjamo z novimi Erasmusi, tako da za njih prirejamo welcome party,
International Dinner, tudi ekskurzijo po Sloveniji. Za naše študente pa bomo kasneje, tako okrog decembra, začeli pripravljati predavanja o tem, na kak način tudi dobiti zaposlitev v tujini, na kak način iti v tujino kot praktikant v kakšnih podjetjih. Možnosti so tudi preko EVS-a, to je European Voluntary Service, to se v bistvu dela prostovoljno. Potem čez leto bomo pripravili tudi ekskurzijo, upam, da 2-dnevno na kakšno tujo univerzo za naše študente. V poletnih mesecih pa pripravljamo tudi naš največji projekt, in sicer SKIM, to je študentska konferenca v Mariboru. Na to konferenco pa pripeljamo okrog 60 študentov iz vsega sveta. Brkič, sem predsednik Šoma, pozdravljeni. Ja, mogoče tek čisto iz tvojega stališča, kaj se ti res, da je tisto osnovno, pa ne več, kar lahko Šom ponudi novim študentom, brucom, pa tudi ostalim študentom. No. Večino ste že slišali od mojih sekretarjev, kaj se ponuja na Šomu, ampak jaz bi sam povedal še, da Šom je študentska organizacija, tu smo zato, da pomagamo študentom na vseh področjih in bi tudi povabil vse študente, da se udeležujejo naših projektov, predvsem pa, da kadarkoli imajo kakšnekoli probleme, naj se obrnejo na nas, mi smo tudi, da jim pomagamo in uresničujemo naše poslanstvo, da pomagamo študentom pri vseh zadevah, ki se tičejo njihovega študija in pa študijskih dejavnosti.